29. junija občina Naklo praznuje svoj občinski praznik. Osrednja prireditev pa je potekala 21. junija v osnovni šoli v Naklem. Župan občine Naklo Ivan Meglič je podelil priznanja, srebrno plaketo in pa naziv častnega občana, ki je pripadal tokrat magistru Andreju Košiču. Magister Andrej Košič, postali ste častni občan občine Naklo. Kaj to pravzaprav za vas pomeni? Ja, veste kaj, če nasplošno rečem, ko človek pride enkrat v ena določena leta, potem se začno pojavljati dogodki, ki pomenijo nekaj iz preteklosti, ampak istočasno pomenijo tudi, da se en del zgodovine izteka. Pravite, da ste začeli že pred 20 letih s folkloro in vztrajate še danes pri folklorni skupini Sava in pa pri upokojencih v Naklem, v vašem kraju. Malo morda še nazaj. Jaz sem imel 13 let, neboglenček, pa zelo majhen sem še bil, ko sem šel k plesnemu mojstru Jenku. V začetni pa v nadaljevalni tečaj. No, turnirski je pa potem odplaval, ker me je ena kolegica na fakultet, ki je takrat pri Maroltu že plesala, pa ni imela partnerja, vprašala, če grem zraven, evo in tako iztekel. Pa je bilo pa 6 let tam, pa doslej. Torej, ko ste enkrat začeli, niste mogli več nehati. In kako je bilo tudi pri folklorni skupini Sava? Tudi tam ste kar precej let zapisani. Veste, res je to en strup. Lahko povem, da še pri Sodatah nisem dal miru. In da smo imeli tam tudi eno skupino, da sem jaz prinesel dve take krajše točke, pa en vojvodinc, pa smo imeli 29. november pod streho. Komandir enote je bil pa Slovenci navdušen nad tem, da smo mu nekaj takega skupaj spravili. In kdaj ste začeli pri društvu upokojencev v Naklem? Ja, ko jih malo. Da bi pa rabil pomoč, ne vem točno kdaj, ampak... Za vami so verjetno številni nastopi, uspehi, katerega bi se pa najbolj spomnili? Mislim, kater vam je ostal najbolj v spominu? Verjetno jih je veliko, ampak eden je pa gotovo tisti, ki je v vašem srcu bolj zapisan kot drugi. Tako bom rekel, dve stvari. Če govorim samo o
enem nastopu oziroma v eni turneji, potem je bila to Grčija. Takrat, to je bilo še z Maroltom, takrat študentje nismo še veliko ven hodili in sploh je bilo čudo, da smo Slovenci takrat prišli na eno tako, to je bila takrat res ena vorang turneja, ki mi je potem obema, tudi žen, ki je bila tudi takrat plesalka pri Maroltu ostala v spominu. No, pa je bilo pa tega veliko. Verjetno tudi v domačem kraju. Ja, zanimivo, da zdaj pravzaprav raven ta zadnjo, kar smo imeli, je bil en prav fajn nastop v domačem kraju. Iskrene čestitke ob tem častnem nazivu in naj vam dolgo, dolgo služi. Hvala za dobre želje. Veste, kako je s tem dolgo služi. Odvisno od tega, koliko cajt bomo živeli, ne. Čestitke tudi v imenu naših gledalk in gledalcev Gorenjske televizije. Hvala lepa, lepo jih pozdravite, srečno. Helena Krampelj, Nikač, dobivate priznanje ob občinskem prazniku občine Naklo. Kaj to pravzaprav za vas pomeni in zakaj ga dobivate? Dobivam ga za delo v knjižnici, za delo v občini na splošno, ker sem pač aktivna na več področjih. Predvsem pa mislim, da so prepoznali to mojo pobudo že pri prenovi nove knjižnice in pa pri delu z mladimi in pa tudi z starejšimi. Nekako se čutim poklicana promovirati branje, knjige, znanje iz knjig, umirjenost in razmišljanje, ki ga prinese branje knjig, hkrati pa tudi bogatenje besednega zaklada, možnosti sporazumevanja in tudi umik od ponorelega sveta. Iskrene čestitke. Najlepša hvala. Anže Semenič, ob občinskem prazniku občine Naklo dobivate posebno priznanje za vaše dosežke v smučarskih skokih. Omenili pa ste, najprej greva v Zakopane, medalja, ki vam bo verjetno ostala v spominu. Ja, mislim, tista zmaga je res nekaj posebenega, prva solo, bom rekel, in ja, zmeraj sem z veseljem spominjal tiste tekme, pa tudi ostale, no, tako da je bilo zelo veselo. Na kaj pomislite takrat, ko se spuščate po zaletišču? Kje so vaše misli? Ja, vsak ima neko svojo nalogo, tako da, ne vem, se osredotoča na tiste 3 stvari nekako, katere moraš popaziti, in če to nekako pravilno izvedeš, ti pa uspe en dober skok. In koliko časa ste posvetili vaši športni karieri? Ja, začel sem pri 4, pa skakal sem do 28 leta, tako da rekel sem kar nekaj let posvetil temu, ampak mi ni čisto nič žal, no. Veliko so mi dali smučarski skok, veliko mi je dal ta šport, pa ja, upam, da bom tudi naprej nekako mlajšim to znanje malo naprej predal. Torej, če vas prav razumem, ostajate v športu? Ja, zaenkrat trenutno zdaj pomagam v Tržiču, v Sebenjah, kjer že za en mesec, bom rekel, delam z mlajšimi in mi kar tako veseljeno. Iskrene čestitke. Hvala. Kako se me pri vas budi.
Milan Bohinec, vi ste ravnatelj osnovne šole Naklo. O 25-letnici so vas predlagali, da dobite posebno priznanje ob občinskem prazniku občine Naklo. Kaj pravzaprav to za vas pomeni in zakaj ga dobivate? Priznanje nam pomeni izredno veliko, kajti to je pokazatelj, da v teh 25 letih imamo rezultate, da lahko pokažemo, kaj smo v tem času postorili in seveda ponosni smo na to, da kraj to razume in nas pri tem tudi podpira. Delate za otroke, za mlade in za otroke, ki hodijo v vrtec. Ja, tako je. Ko je občina Nakla ustanovila naš zavod, je storila en velik korak k ohranitvi duše tega kraja, kajti če otroci ne obiskujejo šole v domačem kraju, potem kraj živi čisto drugače. In to je bila ena najboljših potez od ustanovitve naše občine. 25 let je en tak lep srebrni jubilej v bistvu in ste že praznovali ta častitljivi jubilej? Zaenkrat ne. V priprave nismo šli zaradi znanih epidemioloških razmer. Trenutno seveda še delamo na polno, ta teden je še pouk, potem pa smo si tudi že splanirali nekaj praznovanja s svojimi sodelavci. Iskrene čestitke vam in seveda tudi vašemu kolektivu. Najlepša hvala, mi se bomo trudili tudi v bodoče. Nataša Zaletev, dobivate priznanje ob občinskem prazniku občine Naklo. Vse življenje posvečate otrokom, ker ste učiteljica. Kaj pomeni za vas današnjo priznanje? Ja, to priznanje mi veliko pomeni. Predvsem pa sem najbolj srečna, ko vidim iskrice v očeh otrok, ko vidim, da so zadovoljni, da so veseli, da lahko skupaj ustvarjamo, da jih razveselim. In 23 let plesnih vragolij, bom rekla, nam je omogočilo preko 1000 nastopov v občini, na šoli, izven kraja. V Ljubljani smo bili tudi že v predsedniški palači, smo sodelovali, tudi čez meje smo šli v Nakvo na Poljskem, kjer smo pobrateni, tudi tam so najmlajše plesalke plesale, tako da današnje priznanje mi predvsem pomeni kot neka zahvala za vse te plesne trenutke, ki sem jih doživljala z otrokom. So otroci zainteresirani za ples, radi zaplešajo? Zelo zainteresirani, tako da vsako leto imamo približno 60 plesalcev na tej šoli in z njimi ustvarjamo po različnih skupinah, od vrtca tja do predmetne stopnje. Iskrene čestitke. Najlepša hvala. Ivan Meglič, župan občine Naklo, iskrene čestitke ob občinskem prazniku, ki ga boste praznovali 29. junija. Najlepša hvala in res zdaj že kar 14 dni intenzivno praznujemo v vseh krajih naše občine. Zaključuje se vaš prvi mandat županovanja in lahko skleneva nekaj projektov, ki ste jih uspeli že izpeljati in jih imate še na poti. Drži, lahko rečem, da sem zadovoljen s tem, kar nam je uspelo v teh dobrih 3 letih in pol narediti. Pretežno smo se ukvarjali z infrastrukturo, kar nekaj kilometrov kanalizacij, novih vodovodov smo zgradili. Uspeli smo kupiti zemljišče za novo nogometno igrišče. V letošnjem letu smo tudi uspeli spremeniti zemljo v stavbno zemljišče, tako da zdaj intenzivno pripravljamo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da računam, naslednje leto bi tudi v tej smeri bil projekt nadaljevanja tega športnega parka. Ko nam to uspe, bomo lepo zaokrožili ves športni park ob šoli, kjer bomo lahko združili več vrst, več panog športa. Potem uspeh se mi zdi tudi, da smo prebili pri Direkciji Republike Slovenije za to, da smo v program njihovih investicij spravili tudi regionalko skozi Naklo, ki je nujno potrebna dobre obnove. Pred kratkim smo že podpisali pogodbo o sofinanciranju, gre za dobre 4 milijone vreden projekt. Na občino pride nekje 700 000 evrov.
Jaz sem sicer nekako optimistično upal, da bomo začeli graditi že letos, ampak stvari so pač take, da traja, da teče. Boste kandidirali tudi na evropska sredstva? Tudi v tem trenutku imamo v igri dva razpisa. Eden je za kanalizacijo v Podbrezjah, to je iz razpisa za obnovo in odpornost, in pa potem drugi razpis za manjše industrijske poslovne cone. Tega prvega nekako dopolnjujemo jutri, tako da računamo, da bomo zelo hitro dobili tudi odločbo. Ta, kar se tiče con, ima pa nekoliko več dopolnitev, to pa računamo, da v naslednjih 14 dni bo občinska uprava kar močno garala, da bomo dopolnili zahteve Ministrstva za gospodarstvo. Tukaj gre za milijon sredstev in naredili bomo vse, da nam uspe in da bomo potem počasi tudi to industrijsko cono uživeli še naprej, ker je interes za gradnjo v naši občini in v naši coni je zelo velik. Problem so seveda zemljišča, ki so še v zasebni lasti, ampak nekateri lastniki se že ogrevajo, ker so tudi cene zdaj že take, da se jim bo to počasi tudi splačalo. No, iskrene čestitke še enkrat ob občinskem prazniku.